Zapleši tako, kot da te nihče ne vidi, zato ker so vsi na svojih telefonih, torej te noben ne gleda, da bi bila misel, ki dolgoročno in paradoksno cono udobja vodi v nek trenutek neudobja. To naj bi bil moto, ki sem ga izbral za recimo koncept, ki je predstavljen kot samostojna razstava v prostorih Hiše kulture Pivka v sodelovanju z kuratorko Mojco Grmek. Dejansko sem predstavil na razstavi dva segmenta medijev, se pravi slikarski in instalativno-skulpturni del, ki dejansko opisujejo, čeprav neke banalne trenutke neudobja, kot je na primer nek neudoben naslanjač ali pa neudobno ležišče, na katerem se ne moreš odpočiti, ali pač neka neudobna oblačila ali čevlji, ki žulijo, ali pač samo neko neudobno delo, ki zahteva svoj napor. Skratka, vsi ti neki procesi, ki so bili opisani, so dejansko tudi bili doživeti, tako kot je lahko tudi neko neudobno kosilo nedeljsko zaradi situacije tenzije pri jedilni mizi. Govorim o tem, da udobje, ki ga poznamo, je dejansko neka rutina, stabilna rutina nekega prostora in časa, ki nam dejansko poudarja, kako lepo je živeti znotraj neke škatlice, v kateri imamo dejansko neke privilegije in neka izključevanja in sodbe, ki so dejansko iz vpliva okolja. In v trenutku, ko se zavemo, da se lahko to škatlico, nek pokrov odpre in zavemo možnosti potem dejanske, ki so zunaj tega nuklea, je potem ena stvar, ki se zgodi v človeku, in to mislim, da je prav neko neudobje. Takrat se začnemo osredotočiti tudi na situacije, ki nas potem neudobno obdajajo, tako kot situacije, ki sem jo hotel na tej razstavi predstaviti. Za mano delo prav govori o tem neudobnem ležišču. Trenutek, ki je bil zelo pomemben za tole sliko, je bilo, da sem veliko časa preživel spal na nekem neudobnem ležišču in potem je to pustilo neko sled. Tako ko je bil neudoben naslanjač, ki je dejansko me vedno motil, kadar sem, sedel v dnevni sobi in gledal. Potem je bila neudobna situacija pri nedeljskem kosilu, kot sem rekel, ta tenzija, ki je verjetno vsak vikend se pojavljala prav zaradi nekih osebnih razlogov. Mislim, da je vsa ta obnova, vse teh neudobij bila prav bistvenega pomena potem za nastanek teh slik, ki so relativno, so starejše, iz leta, da so 2018-2015. V glavnem so dela, ki so bila takrat narejena, ampak služijo pomen tudi v današnjem času, ker mislim, da smo vsi dobesedno imeli enkrat v življenju se soočili s tem trenutkom neudobja, če ne prej, pa zdaj v tem letu, ki je globalna pandemija dejansko prodrla v naše sobe in spremenila to situacijo, tako da dejansko lastno stanovanje je postalo neudobno. Prostori so relativno majhni in te velike formate, ki sem izbral, naj bi potem dali tudi en vtis ali pa neko dinamiko v prostoru, torej preveliko platno v premajhnem prostoru deluje tudi sicer lahko neudobno. In to neudobje potem je tudi skozi postavitev recimo bila prikazana.
Zadnje čase se poslužujem res samo velikih formatov, ker mi je tudi toliko lažje, naprimer, naslikati eno zadevo, ki opisuje nek dogodek ali pa neko situacijo. V pripovedovanju tega mi je lažje, zato ker je večja dimenzija, no? Torej ima več širine, v katero se lahko potem lažje potopim, no? Kar se tiče slikarskega materiala in nanosa in tehnike, je pa vsaj v mojem primeru vedno bil raznolik, torej uporabil sem veliko sprejev, lakov, akrilov, olje, vse te stvari, vse te medije kombiniral skupaj in potem slojevitost in vsa ta stratifikacija je dodajala tudi to plastičnost in nanos je bil recimo materialističen, ne, se pravi, je šel ven iz svojega spektra in oblikovati potem eno tako zadevo, ki se logično tudi v samem procesu začne destruktivno obnašati, ne, barva začne lahko pokati, ker, ne vem, lak z oljem ima svoje neke procese. Lahko mi je tudi, moram reči, da tudi to mi je bilo, no, precej zanimivo, ker videti, kako stvar še zmeraj živi in diha, no, ker če ne, potem bi bilo malo paradoksno, ker bi, če sem vzel že zavrženo, potem naj dam pomen novega, naj nadaljuje v svojem procesu, no, nekega izginjanja, no. Čeprav mislim, da to so stvari, ki trajajo že leta in so še zmeraj v dobri, kako bi rekli, kondiciji. Kar se tiče pristopa pri tej razstavi, ima tudi na splošno pri mojem delu, je vedno se zateklo, to že veliko let, k zavrženih materialih. Kar se tiče skulptur, so to potem neke vrste neki kolaži. Pri slikarstvu je pomembna ta slojevitost in stratifikacija barv, ki so spontano in dinamično nanešena na podlage, ki trenutno so tudi plastični panoji. Mislim, da je vse skupaj en proces, ki nima nekega začetka ali konca, ampak se vedno znova razviva, no. Zato tudi rad si poslužim in grem v te zavržene materiale, ker osnovna forma, ki je bila prej, torej predispozicija teh materialov, je imela eno funkcijo, potem jo pa preoblikujem in dodajam neko novo idejo, no. Ta gestualika začela se je formirati na akademiji, ker ta gestualika je bila delež neke, recimo še v času srednje šole sem zelo rad se zatekal k action paintingu, torej vsi predstavniki action paintinga, slikarji, ki so svetovnega, no, merila bili, so me zelo veliko inspirirali in potem sem in z risbo in s to gestualiko začel iskati nek svoj motiv ali pa svoj stil. In na začetku so bila precej abstraktna, lahko rečem tudi veliko barv in slojev in nanosov, predvsem tudi različne tehnike. In vse skupaj mi je bil potem izziv, da se naredi neko obnovo in predstavi potem v novi obliki figuralike, no. In tako sem potem zdaj v zadnjih, recimo, 5 letih pridobil eno svojo prepoznavnost, ki jo hočem nadaljevati. Sicer se dostikrat veže tudi na tematiko ali pa koncept same razstave. Je bilo tudi, moram reči, eno obdobje, v katerem sem veliko delal tudi, rečemo, specifične instalacije v določenih prostorih, rezidenčni prostori, kot so bili Dolomiti Contemporanee, no, je bila ena rezidenca v Italiji, v Borca di Cadore, kjer sem prvič se soočil tudi s prostorom, ki je bil, recimo, zapuščen in tam smo potem mogli pristopiti z eno tako interakcijo instalativno.
In takrat sem se zavedal, da bi lahko raziskal malo več to smer in jo povezal dejansko potem s slikarstvom. No. In slikarstvo se je pa obratno tudi posluževalo temu, da je nastopilo zelo, rečemo, impulsivno in iznotraj mene. No. V zapuščenih prostorih, kjer sem imel dejansko nekaj časa atelje, je bilo ogromno tega materiala, ker to je dejansko bilo neke vrste skladišče neke firme, ki je to dejansko zavrgla. In vsakič, ko sem šel mimo, sem videl te oblike, sem dejansko prepoznal nekaj, kar bi lahko povezal. In tako so potem nastale nove oblike, nove forme. In velikokrat se ne zatečem na prvi, kako bi rekel, na prvo žogo, ampak je ta stvar, treba neka meditacija vmes, mora biti en čas, en interval, ki dovoljuje potem, kako skomponirati zadevo. In je res, da so se v samem procesu velikokrat spremenile in potem tudi sobivale ena z drugo, pa potem spet individualno. Tako da je veliko eksperimentiranja in veliko nekega truda vloženega prav v to, kako sestaviti dejansko nek kolaž iz tega. Materiali so pa v večini primerih, vsaj kar se le da, izbiram lažje materiale, potem tudi plastike, ki so iz nekih mas, ki se posušijo na zraku, odlitki, ki so dejansko lahko iz gipsa ali pa iz poliestra, podstavki, ki dejansko so bili tudi najdeni, potem prebarvani in spet preoblikovani v eno novo dimenzijo. To platno, te oblike je bilo potrebno vsaj za moje pojme povezati s prostorom in ideja je bila, da če bom šel v nek konvencionalni pristop, torej da slonim, da obesim sliko na steno, bi potem skulptura lahko začela delovati individualno, ne bi se več povezala s celoto. No? Tako da sem potem iz slikarskega pristopa hotel tudi, da se sama potem uvrsti v prostor dejansko kot neke vrste skulptura. No? Zato niso tudi obešene, so naslonjene, nekatere imajo tudi podstavke, ki je dobesedno nek obešalnik, druge imajo nek zavržen material iz mreže, telekovinske mreže. Se pravi, za ustvariti celoto bi bilo najbolje, da potem v takem primeru nadaljujem s tem, da se uvrsti prav v prostor, no, da slika postane del skulpture, no, ali pa sploh skulptura. Je pa velik format bil tudi zanimivo, ker smo ga težko spravili skozi ta vrata, torej že tle nastopilo neke vrste neudobje. No. Veliko stvari si kdaj zakompliciram, ker mi je tako neki izziv, ker v neudobju moram reči, da velikokrat sem se znajdel tudi v samem procesu dela in mi je vedno pomenilo kot neke vrste rast, se pravi slikarstvo v neudobju ne bo obstalo, ampak bo z tem, da iščem dalje neko nov rezultat, bo potem to neudobje dejansko postavljal že udobje. No. In me bo porivalo naprej in dovolilo, da si lahko iščem nove rezultate. Tako da dejansko neka obnova bi bilo, da ne ostanem tam, kjer sem. No. Ker velikokrat tudi na akademiji ali pa v neki kolegialnosti, ko sem videl ljudje, umetniki radi nastopijo z neko prepoznavnostjo in potem to furaš lahko leta in leta in dobiš eno formo, no, in prepoznavno in reče, aha, to je to. Ne. Jaz imam pa rad, da se te stvari nekako ruši dinamično, da se kdaj, dosti kritik je bilo tudi pred leti, da je kot da bi bilo več oseb, ne, da nisi ti, ne. Torej, da je več umetnikov, kot da je neka skupinska razstava. In to mi je bilo nekako na začetku lahko neudobno, ali pa nelagodno, ker nisem hotel, da sem tako neprepoznaven, ampak istočasno mi je pa dajalo neko dinamiko za nadaljevati, no, v takem procesu.
ker sem že bil malo, mi je bilo dolgočasno gledati ene in iste razstave, ker, ne vem, vidiš to črto, ki se ponavlja skozi 20 let ene in iste črte. No. Sej lahko je to neka obsesija vsakega individuala, pa potem raziskuje to črto do same neskončnosti. V mojem primeru je bilo vedno to, da se dinamično rušijo potem te smernice. No.